Pozdravljeni, potrebujem, da pridete sem. Kakšen je naslov? Gremo. Beno, potrebujem tvojo pomoč pri tem. Vključi me. Vstopili smo v hišo. Mislim, da je moj svak mrtev. V redu, kakšen je naslov? Dan je pravkar rekel 4077 Union Hill Road. 4077. 77. V redu, 47 Union Hill, pravilno? Ja. 47, potrebujete pomoč. Gospod, morate mi povedati, kaj se dogaja. Po vsej hiši je kri. V redu? Moj svak je v panici in videti je, kot da ga je nekdo močno pretepel. Povsod po stanovanju je kri. Gospa. Mi lahko poveste, v kateri okrožini je to? Katera rožnja, bez kankajte. Pustili je novega v. V redu, potrebujem, da zapustite hišo. 911. To je okrožje Tiče, gospod. Nadaljujte, je to 911, lahko pomagam? Ja, potrebujem, da pride na mestni blizu 799 Lesfork. V redu. Če. Vse te stvari so v novicah, jaz. Ja, tamo. Sem pravkar našla svojo. Sestrično, otrevsko rano. Jaz pa ta živ. Ne, v redu. Smo na naslovu 799 West. Je blizu 799, ne vem, kakšen je njegov naslov. Nima poštnega nabiralnika. Nima poštnega nabiralnika. V redu, bom stala. Zunaj pri rdeči luči. To je za te družine res srce parajoče, kot si lahko predstavljate. In še naprej bomo spremljali to zgodbo skozi večer ter vam prinašali nove informacije takoj, ko jih bomo dobili. Zaenkrat v živo iz Pikestona poroča Antoneta Levi, Lokal 12 News. Zgodaj zjutraj je 22. april 2016. Po prejetju poročil o sumljivih dejavnostih je policija poklicana na Union Hill Road v Piketonu, Ohio. Kar najdejo, je grozljivo. Družina Roden, ki je bila v lokalni skupnosti znana kot delovna, povezana in zasebna, je bila najdena pobita v nizu usmrtitvenih umorov. Brutalnost je osupljiva. Vsem članov iste družine, razporejenih v 4 hišah, je bilo večkrat ustreljenih, nekateri med spanjem, eden celo enkrat v oko. Rada bi rekla da. Jaz sem mama. Christopher Senior and mama Kenneth. In rada bi samo rekla iz materinega srca, da me znotraj tako zelo boli. Od dneva, ko sem izvedela. In rada bi rekla, če je tam zunaj kdo, ki ve karkoli o tem, kaj se je zgodilo, naj se prosim javijo. In kaj se je zgodilo? Žrtve so Christopher Roden, starejši, njegova bivša žena Dana Roden ter njuni otroci Frankie, Hannah May in Chris mlajši. Ubitih je tudi Frankijeva zaročenka Hannah Hazel Gilly ter Kenneth Roden, brat Christopherja starejšega, skupaj z njunim bratrancem Garyjem Rodenom. 40-letni Christopher Roden, starejši, je bil hrbtenica družine. Poznan kot veliki, Chris je bil delaven in vzdržljiv. Bil je oče, ki je ljubil svoje otroke in jim je želel boljše življenje. 37-letna Dana Roden je bila mati 3 žrtev: Frankija, Hannah May in Chrisa Juniorja. Dana je bila znana po svoji skrbni naravi in ljubezni do družine. 20-letni Frankie Roden je bil oče in predan partner. Njegovo življenje se je vrtelo okoli družine in zaročenke Hannah Hazel Gilly, katere življenje je bilo prav tako tragično vzeto tisto noč. 20-letna Hannah Gilly je bila opisana kot ljubeča mati in prava prijateljica. Sanjala je, da bo skupaj s Frankijem vzgajala svoje otroke in gradila življenje polno ljubezni in smeha.
19-letna Hannah May Rodin je bila močne volje in zelo zaščitniška do svojih najdražjih. Potem, ko je rodila svojo drugo hčerko, ki je bila ob umoru Hannah May stara komaj 4 dni, je bila predana svojim otrokom in ni hotela predati skrbništva nad svojo hčerko Sofijo, kljub pritiskom svojega bivšega fanta, Jakea Wagnerja. Christopher Roden mlajši, star komaj 16 let, je bil najmlajši v družini. Poznan kot mali Chris, je bil poln energije in je imel vse življenje še pred seboj. Njegovi bratje in sestre so pazili nanj, on pa je občudoval svojega starejšega brata in sestro. 44-letni Kenneth Roden je bil brat Christopha starejšega, znan tudi kot Kenny. Bil je priden, skromen in spoštovan med ljudmi okoli sebe. 38-letni Jerry Roden je bil bratranec in tesen član razširjene družine, znan po svoji sproščenosti in smislu za humor. Nihče si ne more predstavljati, kaj je ta družina prestala. Veste, veliko stvari je bilo objavljenih. Ampak moji bratje so bili dobri ljudje. Dali bi vam še srajco sebe, če bi lahko. Naredili bi vse, da bi vam pomagali. Dana je bila čudovita oseba. Vedno je skušala pomagati moji mami pri opravilih. Da tudi jaz sem jo imela rada. Ona, bila je dobra snaha. Tega si ni zaslužil. Prišla je in pomagala, kolikor je lahko, ko sem imela prej operacijo pogačice. Preprosto je prišla in naredila stvari, čudovite stvari, pomagala je. Medtem ko lokalna skupnost žaluje, se policija takoj sooči z zastrašujočo nalogo. Zakaj so bili Rodenovi tarča in kdo bi lahko bil odgovoren za tako hladnokrvni pokol? Preiskovalci temeljito pregledujejo prizorišča zločina. Jasno je, da to ni bilo naključno nasilje in da so storilci družino dobro poznali. Razkrito je bilo, da je družina Roden na svoji posesti gojila marihuano, zgodnja poročila pa so namigovala, da bi lahko bila družina vpletena v večje kriminalno podjetje. Bi lahko bili umori posledica tega, da je narkokartel poslal nasilna sporočila. Več kot leto dni je bila skupnost v okrožju Pike v nenehni napetosti. Ko so preiskovalci se poglobili, so odkrili, da se pod površjem dogaja še veliko več. Nekaj bolj osebnega, bolj zlobnega in bolj izprijenega. Grenak spor za skrbništvo med očetom in materjo. Jake Wagner, nekdanji fant Hannah Rodin in oče njene 2,5-letne hčerke Sofije, je bil v središču burnega spora za skrbništvo s Hannah pred njeno smrtjo. Preiskovalci verjamejo, da bi lahko bil prav ta spor razlog za umore. Ko se pritisk na družino Wagner povečuje, se družina nenadoma in nepričakovano odloči za selitev. Ta odločitev vzbudi še več sumov. Junija 2017 so spakirali svoje življenje in se preselili skoraj 4000 milj stran v odročno divjino Aljaske. Trdili so, da si želijo nov začetek, stran od govoric in radovednih pogledov okrožja Pike. Toda za preiskovalce ta selitev ni le iskanje novega začetka, je premišljen poskus pobega pred vse bolj tesnim krogom sumničenj. Kljub selitvi oblasti v Ohaju s pomočjo zveznih agentov, Wagnersove še naprej natančno nadzorujejo. Aljaska morda zagotavlja fizično razdaljo, vendar ne more izbrisati digitalnih sledi, telefonskih zapisov ali sumov, ki ostajajo v ozadju. Preiskovalci še naprej tiho in metodično gradijo svoj primer, čakajo na pravi trenutek za udarec ter pripravljajo tako trden primer, da Wagnersovi ne bi imeli možnosti pobegniti pravici. Potem, 13. novembra 2018, tik pred zoro, se ekipe zveznih agentov in lokalnih organov pregona zberejo na več lokacijah. Najprej George Wagner IV in njegov brat Jake Wagner, ki se peljeta po avtocesti v okrožju Ross v Ohio. Pri usklajeni prometni zaustavitvi jih policija obkroži in jim ne pusti nobene možnosti za pobeg. Ko se tovornjak ustavi, policisti pristopijo. Držite roke visoko!
Izvlečejo jih iz vozila in jim na robu ceste nadenejo lisice. Pojdite naprej! Pojdite na kolena, gospod! Pojdite na kolena, gospod! Pojdite na kolena! Roke za hrbet! Roke za hrbet! Stani! Govori! Dajno! Človek, vstani! Gaz za tovoljak! Imate kaj pri sebi, gospod? Kaj, kar bi vas oviralo pri pobegu? Imate pri sebi kakšno strelno orožje? Na desni strani imam orodje Leatherman! Kaj pa kakšno strelno orožje ali kaj podobnega? Ne? Je še kdo drug v avtu? Ali so kakšna orožja? Orožja? Sploh ne! Ne, nič me! Teža obtožb jih je bremenila. Vsem obtožb za umor z obteževalnimi okoliščinami. Na to je bil George Billy Wagner, tretji aretiran v Lexingtonu, Kentucky, na koncu dovozne poti do bolnišnice Ruden Riddle Equine Hospital. Policija pravi, da so prejeli namig, da je obiskal bolnišnico z bolnim konjem. Angela, imaš kaj za povedati? Angela Wagner je aretirana v njihovem domu v okrožju Scioto v Ohio. Skupaj sta stala ob svojih sinovih, tudi ko je sum omadeževal njuno ime. Zdaj pa je bilo jasno, da je bila celotna družina Wagner upletena v ta hladnokrvni pokol. Ko so se lisice zategnile okoli njihovih zapesti, so se laži, ki so jih skrbno zgradili, začele razpletati. No, dober dan. Obljubili smo, da bo prišel dan, ko bodo v zvezi z masakri v okrožju Pike izvedli aretacije. Danes je ta dan. Včeraj je velika porota okrožja Pike obtožila 4 osebe za težki umor. S specifikacijami za smrtno kazen. George Billy Wagner Trejci. Njegova žena Angela Wagner. In njuna sinova George Wagner IV. In Edvard Jake Wagner. Po obsežni temeljiti skupni preiskavi strani Urada generalnega tožilca, Urada za kriminalistično preiskavo, kot tudi našega oddelka za posebna tožilstva in Urada šerifa okrožja Pike, Charlesa Ridirja. Te 4 osebe so zdaj v priporu zaradi domnevnega zagrešitve tega brezsrčnega, neusmiljenega, hladnokrvnega umora. To so obrazi žrtev. Celotna družina in člani njihove širše družine so bili poklani. Mnogi izmed njih so bili ubiti medtem ko so spali. To so Christopher Roden, starejši, star 40 let. Njegova bivša žena Dana Menley Roden, star 37 let. Žuni otroci Hannah May Roden, star 19 let. Christopher Roden, mlajši, star 16 let. Clarence Frankie Roden, star 20 let. In njegova zaročenka Hannah Heisel Geely, stara 20 let. Poleg tega brat Kristoforja Rodena, Kenneth Roden, star 44 let. Njihov bratranac Jerry Roden, star 38 let. Vseh 8 žrtev je bilo hladnokrvno ubitih. Bili so ustreljeni v svojih lastnih domovih. Bili so brutalno in neusmiljeno usmrčeni. Morilci so poznali območje in so te grozljive umore skrbno načrtovali. 8 žrtev je za seboj pustilo razširjeno, v žalosti pogreznjeno družino, vključno 4 majhnimi otroki. Na srečo so morilci v svojem edinem dejanju usmiljenja na kraju dogodka prizanesli 3 otrokom. Otroci stari 3 leta, 6 mesecev in 5 dni.
V središču tega primera so bili člani ene družine, za katere verjamemo, da bodo dokazi pokazali, da so skupaj zarotili za umor teh 8 ljudi, 8 svojih prijateljev. 4 člani družine Wagner, mož, žena in njuna 2 odrasla sinova, se zdaj vsi soočajo s številnimi obtožbami, vključno z 8 točkami za oteženi umor, po 1 točka za vsako žrtev. Obtožbe za oteženi umor vključujejo tudi določbe o smrtni kazni za vse 4 osumljence. Ker gre za odprto tožilstvo, ne bomo mogli veliko povedati o motivu, vendar boste iz obtožnic videli, da ima skrbništvo nad tem mlajšim otrokom vlogo v tem primeru. Verjamemo, da so Wagnerjevi skupaj zarotili in razvili prefinjen načrt za umor 8 žrtev pod krinko teme, ter nato skrbno prikrili svoje sledi. Verjamemo, da bodo dokazi pokazali, da so osumljenci več mesecev načrtovali zločine. Preučevali so navade in rutine žrtev. Poznali so tlorise njihovih domov. Vedeli so, kje so spali. In potem, po usmrtitvi vsake žrtve, verjamemo, da bodo dokazi še dodatno pokazali, da so osumljenci posegali v dokaze, kot so telefoni žrtev in nadzorne kamere na njihovih posestvih. Kot pri vseh umorih, tudi tistih, ki so metodično načrtovani, pride do napak. In naloga je, da te napake najdemo. V tem primeru smo zbirali dokaze približno 2 leti in pol. Vsi ostali ključni dokazi v tej preiskavi so nas pripeljali do današnjih obtožb in aretacij. Poleg hujšega umora so ti 4 družinski člani obtoženi tudi številnih drugih kaznivih dejanj. Med njimi so zarota, udeležba v vzorcu koruptivnih dejavnosti, huda vlomna tatvina. Zaradi domnevnega vloma v dom družine Roden, za storitev kaznivih dejanj, prirejanja dokazov, nezakonite posesti nevarnega orožja, neupravičene uporabe lastnine, prestrezanja žičnih, ustnih ali elektronskih komunikacij in nazadnje oviranja pravice. Vsi 4 osumljenci se soočajo tudi z obtožbami ponarejanja zaradi domnevnega ponarejanja dokumentov o skrbništvu nad otroki. Dve drugi osebi sta bili danes prav tako aretirani v povezavi s prikrivanjem teh kaznivih dejanj. In naj ponovno poudarim, ti 2 osebi sta bili aretirani zaradi prikrivanja teh kaznivih dejanj. Mati Angele, Rita Newcomb, in Bilejeva Mati, Frederica Wagner. Obtožbe proti tema 2 osumljencema se nanašajo na njuno domnevno ravnanje, s katerim naj bi zavajali naše oblasti. Od prihoda naših enot BCI za ogled kraja zločina zjutraj 22. aprila 2016 pa do danes, nikoli se nismo nehali boriti za pravico za žrtve. In prosil sem svojo ekipo naj naredi oceno, in to je res samo ocena. Koliko časa je bilo porabljenega za to preiskavo? To bi vključevalo čas šerifovega urada. To bi vključevalo čas BCI. To bi vključevalo naše preiskovalce. To bo vključevalo naš laboratorij. In to je bilo na 10.000 ur. Pravzaprav ni mogoče natančno vedeti. Sledili smo več kot 1100 namigom javnosti. Opravili smo 50 intervjujev, vročili več kot 200 sodnih pozivov, nalogov za preiskavo in sodnih odredb, ter preizkusili več kot 700 dokaznih predmetov. Ekipa je prepotovala tudi 1000 kilometrov v 10 različnih zveznih držav. Kot neposredna posledica te preiskave. To vključuje tudi precej časa na Aljaski, kamor se je družina Wagner preselila, preden se je vrnila v okrožje Pike. Naša ekipa je uporabila inovativno novo tehnologijo. To seveda ni konec.
Ali je to nov dan? V tem primeru, ko delamo na tem, da privedemo pred roko pravice tiste, ki so domnevno zagrešili te neizrekljive umore. In dosežemo določeno mero pravice za žrtve. Družina Wagner je po navedbah tožilcev mesece načrtovala umore. Njihov cilj je bil odstraniti Rodenove, da bi pridobili skrbništvo nad hčerko Jakea in Hane. Kljub temu so na prvih zaslišanjih novembra in decembra 2018 na sodišču izjavili, da niso krivi za vse obtožbe. Šele 21. aprila 2021, na 5. obletnico umorov, je primer končno dobil zagon, ko je Jake Wagner šokiral državo s priznanjem krivde za umore 5 članov družine Roden. Kot del dogovora o priznanju krivde, da bi se izognil smrtni kazni zase in za vse člane svoje družine, Jake pristane na sodelovanje z oblastmi in pričanje proti svojim družinskim članom ter jih vplete v zaroto. Kakšno priznanje želite podati glede druge točke obtožnice, ki vas bremeni težkega umora Christopherja Rodena Robinsona? Kriv sem. In glede tretje točke, ki vas bremeni težkega umora Garija Rozina. Kakšno priznanje želite podati? Zagotovo nisem kriv. Kakšno priznanje želite podati glede četrte točke, ki vas bremeni težkega umora Clarenca Franklina Rodena? In sem kriv, vaša čast. In glede obtožbe težkega umora Hane Hazel Gill, kakšno priznanje želite podati? Sem kriv, vaša čast. Kakšno priznanje želite podati pri 6. točki obtožbe za težki umor Dane Reed? Sem kriv, vaša čast. Kakšno priznanje želite podati pri 7. točki obtožbe za oteženi umor Hane in njenega brata? Sem kriv, vaša čast. Kakšno priznanje želite podati pri 8. točki obtožbe za oteženi umor Christopherja Gooda mlajšega? Med svojim pričanjem Jake poda srhljive podrobnosti o noči umorov. Prizna, da sta on in njegova družina mesece načrtovala umore, natančno začrtala hišo in svoje premike. Opiše, kako so vstopili v domove Rodenovih sredi noči in utišali žrtve eno za drugo. Jake osebno prizna, da je ubil 5 članov družine Roden, medtem ko so ostale 3 umore izvedli njegovi družinski člani. Tudi najbolj skrbno načrtovani načrti lahko pustijo za seboj digitalni odtis, sled. In v primeru umorov v okrožju Pike so te sledi prišle v obliki besedilnih sporočil. Skrivnostni pogovori, čustvene izmenjave in subtilni namigi, ki so kasneje razkrili toliko. Sporočila, izmenjana med člani družine Wagner in družine Roden, so postala ključen del preiskave. Predvsem SMS sporočila med Jakeom Wagnerjem in Hano Roden. V mesecih pred umori so ta sporočila nakazovala na naraščajočo napetost glede skrbništva nad njuno hčerko. Napetosti, ki bi se na koncu sprevrgle v smrtonosno nasilje. Od Jakea. Ne bo šla v vrtec, Hana. Od Hane. Nisi moj šef. Od Jakea. Hana, nisem tvoj šef, ampak suc ne gre v vrtec. Hana, oglasi se na telefon in pogovori se z mano. Od Hane. Ti nisi tisti, ki odloča. Jaz sem. Pika. Konec. Jasno. Od Jakea. Zakaj me ignoriraš, Hana? In zakaj bi sploh razmišljala o vrtcu? Triple L 6-2. Pogovori 4. aprila 2015 od Jakea. Če greš naprej, Hana, si šla naprej. Naslednje sporočilo, 2 vprašaja. Od Hane. Ne, nisem. Čisto v redu mi je, če sem sama. Od Jakea. Prebolela si me. Od Hane. V redu, no, nisem začela nove zveze. Samo potrebujem, da si zbistrim glava. Od Jakea. Kaj to pomeni? Od Hane. Moram ugotoviti, kaj si želim. Od Jakea. Veš, če se odločiš, da me želiš, ti samo povem, nikoli ne bom zapustil svoje kmetije. Triple L, Tree and Shays Descent. Pogovor iz 17. aprila 2015 od Jakea. Zakaj ne, Hana? Od Hane, ne vem. Od Hane. No, jaz ne bom podpisala nobenih papirjev. Pika. Od Jakea. Kakšni papirji? Edino, kar podpišemo, je naš dogovor o delitvi 50 proti 50. To je to.
In prebrala ga boš, preden ga podpiševa. Jutri, ko jo pridem iskat, bom prinesla računalnik, da ga lahko prebereš. Od Hane. Ni mi ga treba podpisati. Od Jakea, ali želiš, da ga napišeš sama? L 64. Še ena naslovni list z navedbo podatkov o rezervnem viru. In BCH 65. Pogovor z dne 9. junija 2015 od Jakea. Zakaj me ignoriraš? Ti nič ne pomenim? Naslednje sporočilo. Me ne ljubiš? Ti ne mankam? Ti ne manjka najna ljubezen. Naslednje sporočilo. Hana, naslednje sporočilo. Povej sud, da jo imam rada. Naslednje sporočilo. In te še vedno imam rada, čeprav mislim, da me ti ne ljubiš. Od Hane, nočem biti s tabo. Imam druge skrbi. Oprosti. Hana May je bila nepopustljiva. Ni hotela predati skrbništvo nad svojo hčerko Jakeu Wagnerju. V enem sporočilu na družbenih omrežjih Tacy Raggles, materi bivše žene Georgea Wagnerja, Tabithe Claytor, je Hana May napisala: "Ne bom podpisala papirjev, najprej me bodo morali ubiti." Tessa je Hani May svetovala, naj ne stori tega, kar je storila Tabitha, da se ne pusti pretentati in podpisati skrbništva nad svojo hčerko. Julia Auslage, analitičarka za kriminalno obveščanje, je prebrala to izmenjavo, ko je pričala na sojenju Georgeu starejšemu. Pogovor se je zgodil 9. decembra 2015. Prvo sporočilo je od Hane Roden. Vem, kakšni so. 5 let sem bila v njihovi družini in vem, kako je imeti otroka z enim od njih. Ne bom podpisala papirjev. In moja hiša je izjemno čista in ne morejo dokazati, da nisem primerna, zato ne bom izgubila Sofije. Hana nadaljuje. Pravzaprav sem pravkar dobila novo hišo, ki je večja, ima več sob in vse. Tessa odgovori. To je dobro. Vesela sem, da ti gre dobro. Z njimi sem se ukvarjala leta. Angela me nikoli ni marala že od začetka, ker je Freddy vsem povedal, da sem njena hči, kar je Angelo naredilo ljubosumno. Ampak za nobenega od njih mi ni prav nič mar, razen za Freddyja, Boba in Robin. Govorim tebi, dekle, in ti pravim, da morda ne verjameš ničemur, kar ta družina reče. Hej, vzem svojega otroka nazaj in jim reci, naj se jebejo. Oprosti, če sem izpadla preveč čustveno, ampak tebi mi je ves teden težila in postajam že precej napeta. Vesela sem, da ti gre dobro, res sem. Hana odgovori, nikoli ne bom podpisala papirjev, to se ne bo zgodilo. Najprej me bodo morali ubiti. Tess odgovori, dobro, draga, poskrbi, da boš res tako naredila. Pišete, nikoli ničesar ne podpiši, s tem je pogovora konec. In še enkrat, ali nam lahko poveste datum te komunikacije? 9. december 2015. V redu. In še enkrat, ali je to pogovor, ki ste ga prepoznali med zapisi, ki ste jih prejeli od Facebooka za račun Hane May Rogan na Facebooku? Da. In na to ste opozorili preiskovalce, ker ste menili, da ima visoko preiskovalno vrednost? Da. Tudi Tabitha sama je s Hano May delila svojo zaskrbljenost glede vprašanj skrbništva. Ko je pričala na 4. sojenju Georgea Wagnerja, je med pričanjem prebrala nekaj svojih sporočil Hani May. Majde, obstajajo še dodatne sporočila, vsa iz 28. marca 2015. In označba je levo od tega. Začne se z, tako je rekel Cody. Da. V redu. Še enkrat, če lahko to preberete in mi poveste, ali se spomnite, da ste prejeli to sporočilo ali da ste prejeli in odgovorili na to verigo sporočil. Tammy. In nam lahko poveste, kaj tam piše. Rekla sem, Cody je rekel, da bosta ti in Jake šla skozi postopek za skrbništvo. Hana pravi, ja, poskušam dobiti službo. In prav tako pravi, da naj bi šli zaradi tega na sodišče. Rekla sem, no, ti si mama, tako da zate ne bi smelo biti težko. Ampak imamo opravka z Anželo. In potem sem tudi rekla, in vemo, kakšna postane, ko gre za Wine and Sons. Zunaj se ravno ob pravem času sliši hrup.
Zato vas prosim, zdaj ko je hrup mimo, ali lahko še enkrat odgovorite na vprašanje? Da. Mogoče morate to slišati še enkrat. V redu. Zadnji del, ki si ga rekla, začni tam, kjer si rekla. No, ti si mati. In potem beri od tam naprej. Mislim, da sem to rekla. No, ti si mati, zato zate ne bi smelo biti težko. Ampak imamo opravka z Anželo. In veš, kakšna je, ko gre za Vine and Sons. V redu. In kdo kupuje? Moj sin. In kdo je to? Njena hči. Toda sporočila, ki resnično vzbujajo preplah, so tista, ki si jih izmenjuje družina Wagner. Preiskovalci so odkrili niz skrivnostnih sporočil, katerih nameni so bili prikriti, njihov cilj pa jasen. Oblikovala se je zarota. In ubili 8 ljudi. Pogovori o skrbništvu, razprave o strelnem orožju in strateško načrtovanje za odstranitev vseh ovir na njihovi poti. Čeprav sporočila niso neposredna priznanja, predstavljajo sled dokazov, ki kaže na obseg usklajenosti družine. Načrti za nakup streliva, pogovori o utišanju žrtev in srhljive omembe odstranjevanja groženj. Ko so sporočila končno razkrita na sodišču, postanejo eni najbolj obremenjenih dokazov. Vsi digitalni pogovori, ki so bili nekoč skriti za zaklenjenimi telefoni in družinskimi skrivnostmi, so zdaj popolnoma razkriti. Ko pomisliš, kaj so naredili potem in kako so nekako ostali v bližini, so nenadoma kar izginili. Končali so na Aljaski, da so dejansko mislili, da jim bo kaj takega uspelo. Nato pa so se vrnili, da bi branili svoje dobro ime. Mislim, da ti to spet daje vpogled v nekatere družinske dinamike in zagotovo v nekaj psihopatologije, ki se dogaja. Večkrat so rekli, in vem, da mi je Angela Wagner posebej povedala, da njeno družino obrekujejo. Imam sporočila s Facebooka. To je bilo iz maja 2021. In veste, prisegali so, da tega niso storili. In potem, september, oziroma ne, oprostite, april, maj, nekje tam, pride leto 2021 in izvemo, da bo Jake priznal krivdo. Ko sem to izvedela, sem skoraj padla s stola. Pokrivala sem sojenje Schnaudenu. In mislila sem, da bo on zadnji, a je bil prvi. Tako sem seveda po neuradnih poteh izvedela, da je v zaporu oziroma v ječi našel Boga, da je resnično našel Boga. In zato se je Jake odločil povedati resnico. Priznanje Jakea Wagnerja pomeni veliko prelomnico v primeru, vendar se številni v skupnosti še vedno sprašujejo. Kako se je lahko cela družina, starši in otroci, zarotila, da bi storila tako grozno dejanje? Ta primer je pretresel regijo, ko se je to zgodilo. Dejstvo, da so vstopili in pobili vse, razen dojenčkov, vključno z nekaj najstniki, je resnično pritegnilo pozornost ljudi. In ti dojenčki so bili v hišah, ena je bila stara 4 dni in je spala poleg svoje mame. Da, srce parajoče je, ko slišiš za kaj takega. In je tudi diabolično, če verjamemo temu, kar trdi tožilstvo, koliko načrtovanja je bilo vloženega v to in koliko poskusov, da bi vse skupaj izgledalo kot nekaj, kar ni bilo, kot da bi šlo za zgrešen posel z mamili. Globoko, premišljeno načrtovanje. Vsak korak, vsaka odločitev, vsak nakup je bil del večjega načrta. Wagnerjevi niso zagrešili le umora. Uresničevali so zaroto, načrt, ki je izviral iz strahu, obsedenosti in nadzora. Od dušilcev do motilcev mobilnih telefonov, od nadzorne opreme do strelnega orožja, Wagnerjevi niso prepustili ničesar naključju. Opazovali so domove Rodenovih, spremljali njihova gibanja in čakali na pravi trenutek za napad. To ni bilo delo ene same osebe. To je bil usklajen napor celotne družine. S priznanjem Jakea Wagnerja v rokah so tožilci svojo pozornost usmerili na Georgea Wagnerja IV., Angelo Wagner in Billija Wagnerja. Vsak od njih se je soočal z obtožbami za težki umor, zaroto in druge kazniva dejanja povezana s pokolom. 10. septembra 2021, 5 mesecev po priznanju Jakea, Angela Wagner prizna krivdo. Ne gre na sojenje, ampak pričuje na sojenju Georgea Wagnerja IV. Septembra 2022 se začne sojenje Georgeu Wagnerju IV. Česa se spomnite?
Moja mama in brat sta to govorila že od začetka. Zato verjamem, da so nam podtikali, ker so rekli, da so vse, kar sta imela moja mama in brat na svojih telefonih in prenosnikih, izkrivljali in so nam skušali podtakniti. In ali si tako razmišljal med temi pogovori? Da. Po poslušanju teh posnetkov, ki smo jih slišali na sodišču, kako se počutite glede tega, kar je Jake govoril in glede tega, kar zdaj veste, da je storil? Zdaj vem, da mi je preprosto lagal v obraz. Kaj pa tvoja mama? Isto, laže mi že od začetka. Si kdaj svoji mami, glede na te posnetke, rekel, da boš prevzel krivdo za te umore? Ne, nisem. Medtem ko smo poslušali te posnetke, je bila poroti prikazana tudi SMS sporočilo med tabo in Josephom. Se tega spomniš? Da. V redu. Nekaj o tem, kako zelo povezana je tvoja družina. Da. Lahko to razložiš, tisto sporočilo. Celo življenje so bila zelo blizu in takrat je govorila o tem, da bi se preselila sem. Pa sem ji hotel povedati, da smo jaz in moja družina precej povezani in rekla je, da je to v redu, saj je tudi njena družina takšna. Ali je tisto sporočilo imelo kakšno povezavo s temi umori? Noben. Če se ponovno sklicujem na te posnetke, ki smo jih poslušali, ali se prav spomnim, da sem slišal, da ste rekli nekaj v smislu, in to je bil pogovor med vami in Jakeom, vsakič, ko nekaj naredim, me zatožiš. Da. Lahko to razložite? To se vrača v naše otroštvo. Kaj mislite s tem? Ni bilo pomembno, kaj sem naredil kot otrok. Moj brat je vedno stekel k mami in ji povedal. V zadnjih kaj dneh smo poslušali še en posnetek, kjer si rekel nekaj v smislu, da so vsi proti nam. Da. Kaj misliš s tem? Vse, kar se je govorilo na Topics in Facebooku, je bilo, kot da so vsi proti moji družini. Eden od pogovorov, ki smo jih poslušali, je vključeval tvojega brata in tvojo mamo, ti pa si bil nekako v ozadju. Tvoja mama je rekla nekaj v smislu, da nam podtikajo. Se spomniš tega? Ja. In da bi sprejela smrtno kazen. Ja. Se tega spomnite? Ja. Ali ste takrat vedeli, da sta bila vaša mama in brat vpletena v te umore ali da ste jih zagrešila? Ne. Mislim, da je bilo v istem pogovoru, ko je Jake rekel, da bo prišel ven, na takšen ali drugačen način. Se tega spomnite? Da. Ali ste takrat vedeli, da je ubil te ljudi? Ne. Domneval sem, da se je nanašal na to, če bi ga kdo podtaknil in bi bil po krivem obsojen. In potem se v ozadju sliši tvoj glas, ko rečeš, danes ne bo električnega stola ali podeljevanja nagrad. Da. Se spomniš tega? Da. Kaj si s tem mislil? Samo. Se razjezim, ko se ljudje vtikajo v mojo družino in podobne stvari. Še posebej, ko sem bil po konci 5 dni brez spanja in pod vplivom ogromnih količin kofeina. To te naredi razdražljivega. Ali si takrat vedel, da sta tvoja mama in brat dejansko kriva česarkoli? Ne. Ali si kriv katerega od teh kaznivih dejanj? Ne. Sodženja so bila dolga in zapletena. Odvetniki obrambe pa so trdili, da niso vsi člani družine Wagner enako odgovorni za umore. Kaj pa Jake, ko je bil tukaj in se je smejal ter posmehoval medtem, ko je govoril o teh umorih? Je hladen kot led. Mislim, da je psihopat. Zdel se je, kot da ga nič ne skrbi na svetu. Govoril je o tem, kot da bi v ponedeljek zjutraj klepetal o nogometni tekmi. Tako je govoril o tem, kako je ubil te ljudi. To je ogabno. On je bolen človek, ne moš verjeti, kaj ta tip govori. In Angela ni nič boljša, prav? Veš, Angela je pričala, da je bila Hana zanjo kot hči, kaj ne? Živele so skupaj. Tam na Petersonovi cesti je po noči klepetala s Hana. Mislim, da misli na ljudi iz zgornjega nadstropja. Tam so skrbeli za otroke in so se morda sredi noči zbudili ter sedeli na vrhu stopnic in klepetali. Morda tako kot ljudje počnejo sredi noči. Kaj ne? To je njena druga hči in načrtuje, da jo bo ubila. Kar je tudi storila.
Misliš, da ne bi žrtvovala Georgea, a hkrati načrtuje umor Hane? 20. novembra 2022 je George Wagner IV. Spoznan za krivega vseh obtožb, vključno z 8 točkami obtožnice za težki umor. Obsojen je na dosmrtni zapor, brez možnosti pogojnega izpusta. Ta obsodba pomeni pomembno zmago za tožilstvo, ki je uspešno dokazalo, da je bil George IV. Ključni sostorilec, čeprav sam ni pritisnil na petelina. Billy Wagner naj bi šel na sojenje, tožilci pa želijo dokazati njegovo vlogo pri organizaciji in sodelovanju pri umorih. Pričakuje se, da bodo tožilci uporabili pričanja Jakea in Angele, da bi podrobneje opisali družinsko zaroto in pokazali obseg Billyjeve vpletenosti. Danes se pravni postopek v zvezi z umori v okrožju Pike še vedno odvija. Billy Wagner in Angela Wagner pa v sodni dvorani čakata na svojo usodo. Priznanja krivde, pričanja in tekoča sojenja so del dolge poti do pravice za družino Roden. Za skupnost okrožja Pike so brazgotine pokolov globoke. Kar je bilo nekoč mirno podeželsko območje, je postalo središče enega najbolj srhljivih primerov umorov v zgodovini Ohaja. Primer je pustil prebivalce v boju z občutki izdaje, izgube in jeze, pa tudi z mučnim vprašanjem, kako se je lahko takšno zlo ukoreninilo v njihovi skupnosti. Rad bi se zahvalil državljanom zvezne države Ohio, da so nosili to breme. To se tej družini na jugu Ohaja nikoli ne bi smelo zgoditi. Samo komentiram, Toni, kako se je zdelo, da je bil odnos med Wagnerjevimi in vsaj tvojim bratom Krištofom in tako naprej poln naklonjenosti. Kaj si misliš o vsem tem norem dogajanju? Rekel si pravo besedo. Norost. Kaj ste občutili, ko ste slišali prvo obsodilno sodbo? Kaj vam je šlo po glavi in če želi kdo drug komentirati? Žal mi je zanj. Zakaj pa? Zakaj? Ker je človek. Kako najdeš človečnost v takšnem času, ko je toliko naredil v tvoji družini? Mislim, da je v vseh nas nekaj človeškega. Med nami je pač razlika. Nam lahko poveste, kaj trenutno čutite? Malo miru. Pred nami je še dolga pot. Prišli bomo tja, ker smo družina. Medtem ko se sojenja nadaljujejo, ostaja ena stvar jasna. Tragedija umorov v okrožju Pike ne bo nikoli pozabljena. 8 življenj je bilo odzetih, celotna družina pa je bila uničena v dejanju nepredstavljivega nasilja. Toda z iskanjem pravice obstaja upanje, da bodo odgovorni soočeni s posledicami svojih dejanj. Družina Roden pa bo ostala v spominu ne po načinu, kako so umrli, temveč po tem, kakšna življenja so živeli.